Zadnje informacije nam bo dal Max Merela, namestnik vodje jamarske reševalne službe. Gospod Merela, kako daleč ste z reševalno akcijo in kaj se je po prvih podatkih, ki jih imate, sploh zgodilo v jami? Najprej v imenu Jamarske zveze Slovenije izrazim iskreno sožalje svojcem pokojnega kolega. Torej, jamarska reševalna služba trenutno opravlja aktivnosti v jami, torej gre za tehnično zahtevni del, transport nosil. Mesto nesreče je v bistvu prvi sifon na koncu Martelove dvorane. Trenutno imamo v jami dve reševalni ekipi, ki pripravljajo v bistvu tehnično zahteven del terena, del reševanja bo potekalo po suhem, del po vodi, na poti imamo pa tudi dodatne reševalne ekipe. Zakaj še ne morete govoriti o vzroku nesreče? Kakšen je postopek ugotavljanja vzroka? Naloga jamarske reševalne službe in naših reševalcev je, da transport nosil za ponesrečencem uspešno opravimo, torej prenesemo kolega iz jame in ga potem predamo pristojnim inštitucijam, ki potem ugotavljajo sam vzrok nesreče oziroma vzrok tega tragičnega dogodka. Koliko ekip je zdaj v jami in koliko jih še prihaja, koliko ljudi štejejo ekipe in do kdaj boste tam? V sami jami imamo trenutno dve tehnični ekipi in pa ekipo za zveze, ki vzpostavlja kontakt zveze med štabom reševanja, ki je na vhodu v jamo. Kompletna jama od mesta vhoda do mesta ponesrečenega je cirka 1,5 km. Torej v jami imamo trenutno dve reševalni ekipi, ki pripravljata tehnični del, pripravljamo pa tudi še dodatno 6 ekip, ki bodo poskrbele pa za ta zunanji del od vhoda iz Martelove dvorane v Hankev kanal in potem iznos nosil tudi iz same jame turističnega dela. Gospod Merela, zakaj pa sta v jami hkrati dve ekipi? V jami imamo vedno več ekip hkrati, zato ker je tehnično zelo zahtevna, kar pomeni, da vsaka ekipa nekako opremlja tehnično za iznos nosil svoj del. Je treba ogromno tehničnih priprav, vrvi, torej napet razne tirolke, žičnice, da lahko delo potem poteka nemoteno. Zakaj pa bo tehnični transport umrlega jamarja tako zahteven? Zahteven bo transport ravno zato, ker gre za v bistvu neturističen del in poti seveda niso urejene, tako da del poti poteka po vodi, del poti poteka potem po suhem in v bistvu je zelo zahteven že za sam prehod, če greš prosto. Kolikor pa imamo opravka dela z nosili, pa je treba seveda za varno delo, ker je tudi varnost reševalcev na prvem mestu, pa tehnično zelo opremiti jamo, da se lahko normalno gibamo in da lahko tudi potem normalno, varno transportiramo nosila do izhoda. Kdaj pa pričakujete, da boste zaključili z reševalno akcijo? Zdaj naše ekipe se bojo trudile celo noč. Jaz upam, da mogoče v jutranjih ali pa dopoldanskih urah lahko potem to akcijo tudi zaključimo. Kako pomembna pa je pri tako tragični nesreči psihološka pomoč za ostale v reševalni službi? Torej, psihološka pomoč je izrednega pomena. Tudi mi reševalci seveda nismo imuni na tako stresne situacije, tako da je taka pomoč nujno potrebna tako nam reševalcem, še posebej potem tudi svojcem takih tragičnih preminulih oseb. Hvala za pojasnila.